Gospod Divjak, zakaj vi pravite, da iz posnetka pogovora obstaja sum, da je bil razpis za nakup helikopterjev prirejen oziroma pisan na kožo samo enemu ponudniku? Udeleženci tega neuradnega sestanka so se zelo eksplicitno pogovarjali o tem, kako bodo vključili v javni razpis to merilo o dodatnem prtljažniku z avtomatsko osvetlitvijo, ampak da to ne smejo dati v tehnične specifikacije, ker bi zaradi tega lahko bil razpis razveljavljen, ker takšen pogoj pomeni izkrivljanje konkurence, da pa bodo zaradi tega iz varnosti to raje dali med merila. To je jasen indic, da je naročnik vedel, da je to merilo vsaj določeni meri sporno in ga je zavestno vključil med merila, ne pa med tehnične specifikacije. Ste gledali tudi stavek, ta izjava na posnetku sestanka, se tudi kaže na to, da so se v resnici zavedali, da delajo nekaj, kar ni v skladu z zakonom oziroma kar bi morali slediti, ker glas, ki smo ga slišali, to je glas člana letalske policijske enote, je dejal, pa tudi prosim, da tega, kar se bomo danes pogovarjali, ne razglašate še naprej, ker dejansko smo, tako kot je rekel Jure, vsi, ki smo omenjeni v tem postopku javnega naročila, zavezani k molčečnosti in se v bistvu sploh ne bi smeli pogovarjati o tem. A ni to kronski dokaz, da so vedeli, da delajo nekaj, česar ne bi smeli? Zagotovo lahko povem, da je zadnji stavek, ki ga je oseba omenila, resničen. Ta sestanek se ne bi smel zgoditi. Na komisiji smo se po prijemu prijave sredi avgusta primarno sedaj ukvarjali z vložitvijo revizije, zato ker so tukaj zelo kratki roki, mudi se z podpisom pogodbe. Po zakonu imamo 45 dni časa, da to vložimo. Sedaj, ko smo to fazo zaključili, pa se bomo potem v nadaljevanju seveda ukvarjali z tem posnetkom, z ljudmi, ki so bili na tem sestanku udeleženi, preverili, kdo so bili ti ljudje, a so to morda naše uradne osebe, ki jih lahko preverjamo po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, in preverili, ali je morda tukaj prišlo do kršitve integritete ali do kršitve kakšnega drugega našega instituta. Povejte nam, minister Poklukar, je današnji podpis pogodbe za nakup helikopterjev oprl na ugotovitve notranje revizije na ministrstvu, ki jo je sam naročil. Ta po ministrovih besedah ni ugotovila nepravilnosti pri postopku nakupa. Vi pa za to isto revizijo pravite, da so ugotovitve notranje revizije, ki jo je naročil minister, zelo pomanjkljive, da ne rečete zavajajoče. Zakaj? Zato, ker kot je bilo povedano že v prispevku, je notranja revizija že sama jasno povedala, da se v bistvu z vsebino tehničnih specifikacij oziroma meril sploh ni ukvarjala. Notranja revizija se torej ni dotaknila jedra očitkov, kleča te zadeve, zato je v bistvu za revizijo oziroma za presojo zakonitosti tega javnega naročila pravzaprav popolnoma nepomembna, ker so preverjali samo procesne aktivnosti, ne pa vsebine meril in tehničnih specifikacij. Bi lahko rekla, to smo govorili že takrat, da je šlo v resnici za politični manever ministra, ki je samo naročil to notranjo revizijo, da pokrije nakup tega helikopterja, oziroma kako gledate na to vztrajnost na ministrstvu za notranje zadeve, da se ta pogodba podpiše kljub vsem tem nepravilnostim, ki smo jih objavljali mediji? Notranje revizije seveda imajo svojo funkcijo, če so narejene strokovno, objektivno in popolno. V tem primeru, nažalost, tega ne moremo potrditi. Jasno pa je, da je seveda minister, ki verjame, da je bil postopek zakonit, vztrajal na podpisu pogodbe, da je verjel svoji notranji reviziji, zato je nenazadnje tudi ima. Je pa zdaj, ko smo mi vložili zahtevek za revizijo na Državni revizijski komisiji, da dokončno pove, ali je bilo to javno naročilo izvedeno zakonito ali ne. Zakaj je v javnem interesu, da Državna revizijska komisija opravi revizijo tega nakupa helikopterjev? Govorimo o 37 milijonih evrov. To je veliko denarja, veliko javnega premoženja. Nesporno je, da mi helikoptersko nujno medicinsko pomoč potrebujemo. Komisija za preprečevanje korupcije seveda to podpira. Zelo pomembno pa je, da vse posle, ne glede na to, ali so milijonski, ali govorimo o 100 tisoč evrov, podeljujemo zakonito, pravilno, transparentno, z spoštovanjem vseh zakonov in pravil in da ne favoriziramo posameznih ponudnikov. Gre tukaj morda tudi za politično nagajanje vladi Roberta Goloba in notranjemu ministru?
Komisija za preprečevanje korupcije je eden izmed 3 zagovornikov javnega interesa. Mi seveda ne preverjamo vseh javnih naročil, tega bi bilo preveč. Ampak ko prejmemo prijave ali na podlagi medijskega poročanja, se odločimo, katera javna naročila bomo preverjali. To je za nas tako imenovano tekoče delo. Popolnoma vseeno je, katero ministrstvo, katera vlada izvaja določeno javno naročilo. Ko pač mi zaznamo potencialni sum kršitev, odpremo postopek, pogledamo javno naročilo in če mi, ki sicer nismo specialisti za javno naročanje, tukaj imamo Državno revizijsko komisijo, ki je tista, ki je specialist in zato je pristojna, da na koncu odloči, vendar mi na podlagi našega poznavanja, našega vedenja, našega zakona preverimo javno naročilo in če pač zaznamo sum kršitev, tako kot v tem primeru, vložimo zahtevek. To je, mislim, da v zadnjih letih 3. takšen zahtevek. Kako pa je z postopkom zoper predsednika vlade Roberta Goloba v primeru notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki mu očita nedovoljeno vplivanje na policijo? Vi ste preiskavo končali. Kdaj bomo zdaj dobili dokončno odločitev komisije? Kje ste zdaj? Ja, kot je bila javnost seznanjena, smo mi sredi poletja sprejeli osnutek ugotovitev, na katera je obravnavana oseba oziroma njen pooblaščenec podala izjasnitev. To pomeni svoje komentarje, svoje videnje zadeve, so predlagali tudi neke določene še dodatne dokaze, ki smo jih na komisiji še izvedli, imeli smo neke nove poizvedbe, tako da zdaj to še dodatno preučujemo, tako da lahko pričakujemo, da nekaj tednih, da bo postopek tako ali drugače končan. Kaj pa zadeva Karigador, ko gre za imenovanje Golobovega prijatelja Subotiča, v vili katerega je Golob bival, za člana sveta bolnišnice Celje, in potem smo izvedeli seveda, da je bil njegov nečak potem zaposlen v nabavni službi. Kako daleč ste pa tukaj? Tukaj gre za 2 različna postopka. Tako imenovana zadeva Karigador, se pravi počitnikovanje in potem glasovanje na seji vlade za Tomaža Subotiča kot člana sveta bolnišnice Celje, je še vedno v fazi preiskave, ampak bomo na seji senata v naslednjih tednih zelo v kratkem sprejeli odločitev glede tega postopka. Druga stvar, se pravi zaposlitev nečaka Tomaža Subotiča v Celju, je pa še v fazi predhodnega preizkusa. Najlepša hvala za tale pojasnila. Hvala vam.